To je zgodba o fantu, ki je vedno žalosten. Fantu je ime Cene. Cene nima prijateljev za igro. V tej zgodbi mu pomagajo sanje. V sanjah sreča dobre ljudi. Dobri ljudje Ceneta naučijo, kako se smejati. Dajo mu navodila, pokažejo mu vaje. Ali vas zanima, kako se je Cene naučil smejati? Ali vas zanima, kdo mu je pomagal? Preberite zgodbo. Preberite resnice o smehu. Videli boste, kako je Cene postal srečen. Cene je fant, ki hodi v 4. razred. Živi s starši in starimi starši. Cene je žalosten in nesrečen. Starši in stari starši imajo Ceneta radi. Starši in stari starši se radi šalijo in smejijo. Cene je že zjutraj slabe volje. Mama mu pripravi dober zajtrk, pa ne pomaga. Cene se nikoli ne smeje. Cene ima vedno slabe dni. Mami je zelo težko. Cene nima prijateljev. Cene je sam. Cene je rad sam. Ko je sam, ga nihče ne vpraša, zakaj je žalosten. Cenetu dela družbo kuža Vladek. Tudi Cene bi rad imel prijatelje. Rad bi se smejal in zabaval. A Cene ne ve, kako naj se zabava. Ne zna biti vesel in se smejati. Cene si želi, da bi mu kdo pomagal. Cene leži v postelji in bere knjigo. Kmalu zaspi. V sanjah sliši smeh. Cene vpraša: kdo se smeji? Smeji se Simona. Simona je učiteljica joge smeha. Joga je posebna telovadba. Joga smeha je, ko telovadimo in se zraven smejimo. Simona reče: jaz sem Simona, prišla sem ti pomagat. Povedala ti bom 5 resnic o smehu. Zdaj si v sanjah. Pokazala ti bom vaje. Vaje ti bodo pomagale, da se boš začel smejati. Greva na tekmovanje. Tekmovanje se imenuje Kdor se smeje, je junak. Dobil boš prijatelje. Cene si želi imeti prijatelje. Cene bi rad bil vesel. Simona in Cene gresta v sanjah na pot. Simona vpraša Ceneta: zakaj se nikoli ne smejiš? Cene odgovori: nič mi ni smešno. Simona reče: vsak se lahko smeji. Vsak se lahko smeji tudi kar tako, brez zveze. Na poti srečata Petra. Peter se smeji tudi kar tako, brez veze. Cene vpraša Petra: kdo si pa ti? Peter pove: sem Peter in se rad smejim. Grem na tekmovanje, kdor se smeje, je junak. Peter Cenetu reče: spoznal boš 5 resnic o smehu. Vsak se lahko smeji, vsak se lahko smeji kar tako, brez veze. To je prva resnica o smehu. Simona pove, da so v jogi smeha vaje. Pove, da vsako vajo smeha začnemo tako, da hodimo po prostoru. Ko hodimo, zraven ploskamo in govorimo: ha, ha, ho, ho, ho. Vsako vajo smeha tudi končamo tako, da ploskamo in govorimo: ha, ha, ho, ho, ho. Simona reče: naredimo prvo vajo smeha. Hodimo po prostoru, ploskamo in govorimo: ha, ha, ho, ho, ho. Ko se srečamo, se pogledamo v oči.
nabiti smo z elektriko. Ko se nekoga dotaknemo, nas strese. Ko nas strese, se ob tem zasmejimo. Vajo večkrat ponovimo. Cene naredi vajo. Cene ne more verjeti. Po prvi vaji smeha se že smeji. Simona, Cene in Peter gredo naprej. Na poti srečajo Špelo. Špela pove: smeh je nalezljiv. Ko se smejimo, se vsi smejijo z nami. To je druga resnica o smehu. Vsi gredo naprej. Srečajo Franjo. Tudi Franja se glasno smeji. Cene jo vpraša: zakaj se smejiš sama sebi? Franja mu odgovori: ko se smejim, bolj globoko diham. Smeh je dober za zdravje. To mi pomaga, lažje se učim, več si zapomnim. In to je tretja resnica o smehu. Vsi naredijo naslednjo vajo smeha. Simona reče: hodimo po prostoru, ploskamo in govorimo: ha, ha, ho, ho, ho. Vsi smo kot konji, po prostoru hodimo kot konji. Oglašajmo se kot konji: ihaha, ihaha. Ko se srečamo, se pogledamo v oči in se nasmejimo. Hodimo po prostoru, ploskamo in govorimo: ha, ha, ho, ho, ho. Cene se po tej vaji zelo dobro počuti. Zdaj že ve, da je smeh dober za zdravje. Na poti srečajo še Tino in Hano. Tudi Tina in Hana sta veseli in nasmejani. Tina in Hana povesta: lahko se smejimo iz srca, lahko se smejimo po sili. Vseeno je, kako se smejimo. Vsak smeh je dober za naše telo. To je četrta resnica o smehu. Pomembno je, da se zelo dolgo smejimo. Treba se je smejati vsaj 15 minut skupaj. To je peta resnica o smehu. Simona reče: naredimo 2 vaji joge smeha. Hodimo po prostoru, ploskamo in govorimo: ha, ha, ho, ho, ho. Sami sebe žgečkamo in se veseli smejimo. Žgečkamo se tam, kjer nas zelo žgečka. Hodimo po prostoru in se gledamo. Predstavljamo si, da po nas lezejo mravlje in nas pikajo. Hočemo, da gredo mravlje stran. Kričimo in se smejimo. Vajo končamo tako, da ploskamo in govorimo: ha, ha, ho, ho, ho. Še vedno so v sanjah. Po vaji nadaljujejo pot na tekmovanje. Kdor se smeje, je junak. Cene je v sanjah srečen in nasmejan. Sedaj že ima prijatelje. Cene s prijatelji sreča še Črta in Klemna. Črt in Klemen si govorita čudne besede. Z rokami mahata po zraku in se spakujeta. Simona pove: žlobodravščina je posebno govorjenje. Poslušajmo in povejmo, kaj govorita. Vsak lahko pove, kaj misli, da je slišal. Vsak naš odgovor bo pravilen. Ob odgovorih se bomo nasmejali. Žlobodravščina in odgovori pomagajo, da smo vsi še bolj nasmejani. Žlobodravščina je še ena zanimiva vaja o smehu. Vsi nasmejani pridejo na tekmovanje, kdor se smeje, je junak. Spoznali so 5 resnic o smehu, zato se tekmovanja lahko udeležijo. Naslednji dan se Cene zbudi iz sanj.
Cene se zbudi ves nasmejan. Najprej zakriči: Simona, sedaj vem! Smeh je pomemben! Cene je vesel. Mama mu zopet pripravi dober zajtrk. Cene se mami tokrat veselo nasmeje. Mamo skoraj kap od sreče. Cene je srečen. Srečna je tudi mama. Mama takoj pokliče očeta in mu pove: Cene se smeji. In tako, dragi poslušalci, se konča pravljica Kdor se smeje, je junak. Za zaključek pa vam bi rada svetovala, da si dobro zapomnite resnice v smehu. Ko boste žalostni, se spomnite na smeh. Spomnite se na 5 resnic v smehu. Naredite vaje. Pomagale vam bodo, da boste dobre volje, da boste veseli in nasmejani. Prva resnica v smehu. Vsak se lahko smeji. Vsak se lahko smeji kar tako, brez veze. Druga resnica v smehu. Smeh je nalezljiv. Ko se smejimo, se vsi smejijo z nami. Tretja resnica v smehu. Ko se smejimo, bolj globoko dihamo. Smeh je dober za zdravje. To nam pomaga. Lažje se učimo, več si zapomnimo. Četrta resnica v smehu. Vseeno je, kako se smejimo. Lahko se smejimo iz srca, lahko se smejimo po sili. Vsak smeh je dober za naše telo. Peta resnica v smehu. Pomembno je, da se zelo dolgo smejimo. Treba se je smejati vsaj 15 minut skupaj.